Pestro pa je ponovno na političnem parketu, v glavnih vlogah pa ne boste verjeli. Publika že ve, vi pa še ne. Gospod Marjan Šarec in tovariš Luka Mesec. Enkrat za spremembo. Koordinator Levice je zaradi načrtovane vladne ukinitve dodatka na delovno aktivnost celo na glas napovedal začetek konca sodelovanja. Premijer Šarec pa mu odgovarja tako. Mogoče bi pa jaz rekel, da je to konec začetka. Nas je 5 v vladi in to je težko uskladiti. Zato morajo vsi vedeti, da če imaš tovornjak za 6 ton, pač ne moreš peljati 20 ton. Ja, prav ste slišali, 2 opciji sta. Ali je želel gospod Marjan Šarec sporočiti, da se je Luka Mesec zredil? Ali pa mu je skozi proletarsko prispodobo tovornjaka enostavno namignil, ne neha nakladati. Na vladni tovornjak pa ni nakladal samo Mesec, temveč tudi nekateri drugi vladni partnerji. Dodatno razmere v koaliciji zaostrujeta Erjavec in Bratuškova. Predmet spora pa je izredni dvig pokojnin kljub nižji gospodarski rasti. Bratuškova je stopila korak nazaj, Erjavec ne in je v solo akciji predlagal upokojenski paket za 50 milijonov evrov. Z drugimi besedami, Erjavec je rekel, tudi če tovornjak razpade, me ne skrbi, ker ni tovornega prometa brez Erjavca. Okej, Levica ne podpira vlade, ker se ne boji predčasnih volitev. Bratuškova se je umaknila, ker se jih boji. Erjavec se ni umaknil, ker ga kot ponavadi boli Patria. Manjkajoče glasove Levice torej lahko zagotovi samo nek novi odrešitelj, tak, ki ga ni v nobeni vladi in je vesel, da je sploh v parlamentu. Kdo bi lahko to bil? Država je v krču in zaradi raznih bedakov in kretenov v bistvu lahko zgubimo tole, kar še imamo. Če gospod Šarec ugotovil, da je tovornjak pretežek, je gospod Jelinčič ugotovil, da so težava samo bedaki in kreteni. Premier Marjan Šarec pa se je ob vseh težavah s tovornjaki, Meseci in Erjavci moral braniti še novih očitkov nekaterih medijev. Tokrat glede politike zaposlovanja povezane z njegovo komično preteklostjo. In tukaj ne govorimo o izjavi Serpentinška. Baba mora delati v kuhinji! Ne, pozabite na ta intermeco. Govora je o očitkih, da je gospod Šarec mimo zakonov v Sovi zaposlil osebo, ki jo pozna še iz časov, ko je premijeja samo oponašal. Šlo pa naj bi celo za njegovo ljubico. Gospod Šarec je na očitke sprva odgovoril kar preko Facebooka. Omenjena gospa nikoli ni bila zaposlena na občini Kamnik, niti z njo nimam nobenega razmerja. Prav tako pa nisem vršil pritiskov glede zaposlitve. In mi mu absolutno verjamemo, ker noben normalen moški ne bi zaposlil svoje ljubice na edini inštituciji, kjer lahko izvejo vse tvoje skrivnosti. Ljubico imaš zato, da ji lažeš, da so šločil. Ne zato, da ti po messagih brska, po privatnih sporočilih. Zato imaš ženo. Poglejmo, kaj o namigovanju nekaterih medijev pravi gospod premier. To so insinuacije teh medijev, ki smo jim ves čas priča, glede na to, da so me obtoževali oziroma mi metali naprej, da sem posvojen, potem, da sem navajam šiptar, me to niti ne preseneča. To res ni več presenetljivo, no? V tem momentu bilo še najbolj presenetljivo, če odkrijejo, da se je Šarec poleg komedije ukvarjal tudi s kebabom, mislim. Ljudje. Če predsednika vlade pisanje ne preseneča, pa je to iz parlamenta pregnalo Mateja Tonina. Ta je kot vodja komisije za nadzor preiskovalnih služb nemudoma skočil na Sovo. Ne na to Sovo režija. Dajmo mi rajš pogledati, kaj je povedal Tonin. V vsaki vojni so tudi žrtve. Razplet te vojne bo pokazal, kdo bo na koncu žrtev. Tonin očitno ni samo ljubitelj gospodove besede, dolgih sprehodov po plaži in privatne dentalne medicine. Pač pa tudi... Oprostite, gospa. Gospo je tako zmotil, da se odpravlja, pa je šla.
Še dobro, da vod komisijo in ne ministrstva za obrambo. O ugotovitvah preiskave bomo seveda še poročali, kot resen preiskovalni medij pa smo vam dolžni razkriti, da poznamo identiteto vsaj ene sumljive ženske iz komičnih časov gospoda Šarca. Nikoli ne boste uganili, kdo to je. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.